60 let in na koncu sta se rodila Benjamin in Gustav. Ta dva imate tule, da malo si predstavljate, kako sta izgledala. No, Benjamin je bil 2 leta starejši od Gustava. Včasih, recimo, ko so se šolali, so lahko bili, recimo, otroci, ki so bili razlike 1 leto, 2 leta ali 3, so lahko se skupaj izobraževali, ker jih ni bilo ne vem koliko veliko. No, in Benjamin in Gustav sta dejansko skupaj hodila v osnovno šolo, potem v srednjo šolo, potem sta študirala v Gradcu, dobila doktorsko diplomo, potem nadaljevala specialistični študij na Dunaju. Benjamin je študiral za pediatra. Bil je pediater, bil je tudi predstojnik pediatrične bolnice Svete Ane in tudi tam je, bom rekla, se zapustil in tudi živel. V Gradcu je to bilo, ne? No, Gustav pa se je po končanem študiju specializiral za okulista, za operacijo sive mrene, tako kot njegov oče, in se potem vrnil nazaj v rodno Šentjur. Benjamin je bil več čas povezan z Gustavom in velikokrat je tudi delal v Mariboru, kajti on je bil čudovit, zelo dober diagnostik in je postavljal, bom rekla, tako dobre diagnoze, da je rešil marsikatero otroško življenje. No, Benjamin je pa bil po skladateljskih vodah, je bil pa zelo, bom rekla, tudi približno na nivoju svojega brata Alojza. On je napisal prvo slovensko zgodovinsko opero Teharski plemiči. To je opera predstavljena v 15. stoletje v čas celjskih grofov, izjemno uspešna opera. Potem je napisal tudi opereto Tičnik, pa uglasbil je veliko pesmi slovenskih pisateljev, pesnikov, in sicer Valentina Vodnika, Franceta Prešerna, Simona Gregorčiča, Simona Jenka in tako naprej. No, in pisal je tudi pesmi za plese, se pravi za zdravniške plese, kajti on je vodil tudi zbornico, zdravniško zbornico, je bil predsednik in je pisal tudi potem, ko so se uradni del končali, potem pa se so začeli plesi. Plesi so recimo bili podobni današnjim četvorkam. Recimo, če imate kakšne otroke, vnuke ali karkoli, ki so zaključili 4-letno šolo, potem imajo maturanski ples. No, takšno glasbo je pisal tudi naš Benjamin. Poleg tega pa tudi zborovska dela. Recimo, njegovo zborovsko delo najbolj znana je Domovina. No, potem pa imamo našega Gustava. Po skladateljskih vodah je bil dejansko pisal največ samospevov, zborovskih del in, bom rekla, del, ki so dan danes že ponarodile. Med njimi je pesem Slovenec sem. To poznate, sem že prej slišala, da kar dobro poznate. Potem recimo, Kje so moje rožice, pisane in bele, ste verjetno že tudi slišali, pa Predicole, predi, dekle, predi. In vrsto takšnih pesmi, ki so dan danes ponarodile in se še vedno pojejo v zborih, pa tudi po radijih slišali. No, potem pa Gustav je imel tudi veliko družino. Ja, je bil še za enega otroka bolj preden kot oče, ne? Če je imel 9, je imel 10, ne? Ja, Gustav, ja, še bolj preden, ne? Naj vam pa še nekaj povem, ne? Da, poleg tega, da je bil Gustav skladatelj, pa je bil zdravnik, plus tega je bil tudi 30 let župan Šentjurja. Pa še 10 otrok je imel. Jaz si tam danes malo tole ne predstavljam, ker seveda ob službah in tak naprej, komi svojega še družino in otroke, ta pa še drug funkcij, da poklon, res. No, eden izmed Gustavovih otrok je bil pa Josip. Tule ga vidimo, se tudi vizualno sta si zelo podobna. No, Josip je bil 7. otrok njegov, ki je seveda nadaljeval tudi tradicijo. On je bil tudi skladatelj in zdravnik. Bil je vojaški zdravnik in nekaj časa je služboval na Dunaju, potem pa je služboval v Zagrebu in ko je Gustav zbolel, je nadomestil njega in prevzel Šentjurjo ambulanto. Glede
skladateljskih vod je pa bil on zelo, zelo tudi sposoben, tako kot seveda vsi pavci. On je pa napisal prvi slovenski balet Možiček. Tako da izjemno, izjemno dobro delo. Potem je napisal tudi opereto Princesa Vrtoglavka, pisal je tudi zborovska dela, recimo Imel sem ljubi dve, je njegova zelo, zelo znana skladba, ampak recimo, ne, ko je srečen Imel sem ljubi dve, vsak razmisli, imel pa dve ljubice, ne, ja, zihar je imel, ja. Potem pa jaz rečem, ne, ni imel je ljubezen do domovine, ki je bila zelo močna, in po drugi strani ljubezen do svoje žene, oziroma punce, no, ne žene, punce, ker ga je zapustila, ne. In kaj potem, ne, ljubezen do domovine mu je ostala celo življenje, ljubezen do te punce, kaj je pa pustila, ne, pa je ni bilo več, ne, tako da v bistvu zvesta mu je ostala dejansko tudi edina domovina. Kasneje seveda se je tudi poročil, pa je imel otroke. No in recimo z Josipom, ne, bomo zdaj tukaj rodbino Vipave zaključili. Umrl je leta 1921, tako da si malo predstavljate obdobja, no tukaj potem to rodbino zaključujemo. To pa zaradi tega, ker nihče naprej v rodbini ni bil skladatelj in zdravnik v eni osebi. Recimo Gustav je imel še enega sina, ko je bil zdravnik, bil je ginekolog, bil je prvi, ki je pri nas operiral materični vrat, materični vrat, ginekolog je bil, ampak ni bil skladatelj, zopet tukaj. Potem nekateri so bili skladatelji, pa niso bili zdravniki. Tako da v bistvu v eni osebi ni potem po Josipu nihče več nadaljeval te tradicije in tukaj žal potem to rodbino zaključujemo. Zdaj pa gremo malce še po hiši, pa bomo še malo hišo pogledali.